lepa. Lepo pozdravljeni, spoštovane dame, spoštovani gospodje. Dobrodošli na svečani podelitvi listin za najboljše študijske dosežke študentov Univerze v Ljubljani. Danes bomo podelili 13 svečanih listin, kar nakazuje, da nam naši študenti napovedujejo uspešno prihodnost. Za uvodne besede prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika. Drage študentke in študenti, spoštovani profesorji, mentori, spoštovani dekani. Tudi ob letošnji 97. obletnici Univerze v Ljubljani se lahko veselimo študijskih dosežkov mlade generacije naše akademske skupnosti. Študij po vpisanem programu je najpomembnejše delo vsakega študenta. Zato kaže še posebej pohvaliti vse, ki so s svojimi zmožnostmi in študijskimi prizadevanji dosegli najboljši uspeh in najvišje ocene, ter pri tem posegali tudi po dodatnem znanju. Odlika Univerze in akademske skupnosti študentov je v čim boljši izvedbi študijskih programov ter osvojitvi znanja in kompetenc, ki jih programi ponujajo. Dodatna odlika pa je v preseganju zahtev in pričakovanj, ki izhajajo iz teh programov. Zato si želimo, da bi se vsak študent naše univerze vključil v katero ob študijskih dejavnosti, športno, kulturno, umetniško, socialno in kako drugo. Pri tem ni pomembno le nabiranje kreditnih točk, osebnostna rast, pridobivanje dodatnih kompetenc ter bogatitev naše akademske, študentske in širše skupnosti. Rezultat tega naj bo osebnostno dozorevanje, ki se kaže v odgovornem odnosu do dela, do ljudi in do okolja. Nenazadnje tudi delodajalci posebej cenijo zavzete posameznike, ki imajo voljo in zmožnost presegati minimalne standarde, ki so se že dokazali s svojimi prizadevanji in so družbeno odgovorni. Spoštovani nagrajenci, vaša študijska prizadevanja so vaši kolegi in mentori še posebej opazili. Izkazujejo jih ocene za doseženi študijski uspeh, pa tudi vaše druge aktivnosti, ki podpirajo študijski proces. Ste odličen zgled za kolege študente in odlična promocija naše univerze. Z danes izročenimi priznanji se vam želim zanje posebej zahvaliti ter vas spodbuditi, da se še naprej potrjujete v pridobivanju novega znanja, da to znanje delite s svojimi kolegi in tako delujete kot ambasadori odlične in odgovorne univerze. Hvala lepa. Rektor, hvala lepa. Današnji slavnostni govorec je redni profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Njegov raziskovalni projekt je prepričal recenzente Evropskega raziskovalnega sveta ERC, saj so mu za raziskave podelili 2 milijona evrov. Tako je postal drugi slovenski prejemnik prestižnega financiranja Advanced Grant, odkar ga ERC podeljuje raziskovalcem in raziskovalkam, ki so že postali znanstveni vodje s prepoznavnimi raziskovalnimi dosežki. Slavnostni govorec je profesor dr. Tomaž Prosen. Prosim. Dragi prejemniki priznanj za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2016, spoštovani gospod rektor, cenjene kolegice in kolegi in ostali gostje. Veliko veselje mi je, da sem dobil to čast, da vas nagovorim, dragi spoštovani študenti. Naj vam najprej v svojem imenu iskreno čestitam, saj ste v svojih okoljih dosegli visoko nadpovprečne oziroma izjemne študijske dosežke, ki so vredni občudovanja. Ti vam bodo tudi pomembna popotnica pri vašem nadaljnjem znanstvenem, strokovnem ali umetniškem uveljavljanju. Želel bi izpostaviti svoj pogled na položaj, v katerem živimo. Še posebej v primerjavi s preteklimi, morda ne tako davnimi obdobji. Živimo v tako imenovani informacijski družbi, kjer smo konstantno ves čas povezani z omrežji, rangirani po lastnih lestvicah ali kako drugače umeščeni v svoj predal, področje, polje, skupino in tako naprej. Ves čas imamo dostop do skoraj vseh v nekem trenutku razpoložljivih informacij
in zdi se, da bi si težko želeli boljših pogojev za znanstveno in ustvarjalno delo. Po drugi strani pa nas običajne človeške lastnosti silijo v konformizem in z vso informacijsko infrastrukturo je to morda včasih še bolj poudarjeno. Pravzaprav je v konformizmu še težje uiti kot nekoč. Glavne znanstvene in umetniške dosežke je vedno spodbudil naključen navdih, pa čeprav je ta praviloma povezan tudi s pridobljeno kar največjo mero aktualnega znanja na področju. Res velike reči, veliki dosežki človeškega uma redko nastanejo po programu, projektu, ki bi si ga naprej spisali. Še redkeje že naprej vemo, kako in zakaj bo tisto, kar bomo šele odkrili, praktično uporabno oziroma bo imelo tehnološko vrednost. Pa vendar se zdi, da moderna družba ravno to pričakuje od nas in to vedno bolj. Ustvarjanje znanja je postalo, podobno kot vse druge dejavnosti, bolj ali manj dobro utečena industrija z natančno določenimi marketinškimi prijemi. Pri tem industrijskem pridobivanju znanja pa često sodelujejo tudi ljudje in motivi, ki v kakem drugem, recimo bolj romantičnem času, tam ne bi imeli kaj iskati. Često so žrtev te znanstvene industrije tudi etična in kakovostna merila v raziskovanju in posledično visokošolskem izobraževanju. Zato se mi zdi, da je biti zares svobodno kreativen v teh časih morda še težje, kot je bilo nekoč. Še toliko težje je to za mlade ustvarjalne ljudi v najbolj plodnem in produktivnem obdobju življenja. Še posebej, če se morajo ves čas prilagajati pričakovanju svojega okolja za ceno socialne varnosti ali udobnosti stalne akademske službe, ki jih morda nekoč nekje čaka. Kako to preseči? Kako tistim najboljšim na svojih področjih povedati, da se jim ni treba ozirati na čisto nič drugega, kot na tisto prvinsko silo, ki je v njih, ki jih enostavno sili k ustvarjanju in se ne ozira na nič drugega in ki vsake toliko rodi čudovito dete. Zavedati se moramo, da je svobodno ustvarjanje znanja ali pa svobodno umetniško ustvarjanje velik privilegij in hkrati velika odgovornost. Ta možnost ne sme postati sama po sebi umevna, hkrati pa mora ostati vedno dostopna. Vsekakor ste vi, ki ste danes tu nagrajeni, v tistem obdobju, ko morate in smete znanje in ustvarjalnost sprejemati povsem svobodno, brez vsakih spon in obveznosti. In tistim res najboljšim med vami tudi iskreno želim, da bi lahko vedno ostali takšni. Spoznali ste že ali pa boste, da je znanstveno in umetniško ustvarjanje najbolj strastna in predana človekova dejavnost. In to na dolge proge. Ko vas enkrat zares zagrabi in osvoji, vas ne spusti več. Mnogi od vas boste na neki točki odšli na izpopolnjevanje v tujino, včasih tudi za daljši čas. Vsem tistim želim, da bi kasneje tudi v domovini dobili ustrezne pogoje za delo, da bi si lahko zares brezkompromisno želeli vrniti. Sam zase lahko rečem, da sem imel to srečo, da sem lahko svojo ustvarjalno energijo vedno usmerjal v probleme, ki so se mi zdeli tisti hip najbolj relevantni. In da se mi ni bilo treba nikoli ozirati na čisto nič drugega. Vem, da je bil oziroma je to zame še vedno velik privilegij. Ukvarjam se s področjem teoretične in matematične fizike, s problemi, ki jih je vedno zelo težko motivirati z neposredno uporabno vrednostjo. Skoraj edini relevantni arbiter uspeha na takšnem področju je globalna mednarodna znanstvena skupnost, ki presodi vrednost takšnega dosežka skozi vpliv, ki ga ima na druge povezane probleme in pereča odprta vprašanja na nekem področju. Če imate zares srečo, potem lahko včasih kak tak dosežek vodi do novega eksperimenta oziroma razlage ali celo napovedi novega fizikalnega pojava. Pravzaprav se z naše perspektive zdi, kot mi je večkrat na pol šali razložil moj dolgoletni prijatelj, profesor Thomas Seligman, da so v formalnem naravoslovju samo dve vrsti problemov. V eni, torej prvi škatli, so nerešljivi, v drugi pa trivialni problemi. In naloga teoretičnega fizika je zgolj v tem, da razpozna problem, ki ne sodi v prvo škatlo in ga prav sramežljivo premakne v drugo. Naloga znanosti tudi širše je torej premikati mejo med znanim in neznanim, včasih v manjših, včasih po večjih korakih. Čeprav se danes včasih zdi, da so vsa velika, res velika osnovna vprašanja znanosti že razrešena, pa smo trenutno še vedno pred velikimi izzivi. Na primer v fiziki in kozmologiji je povsem nepojasnjeno, zakaj se vesolje pospešeno širi. Kaj je izvor temne snovi ali temne energije? Kako združiti kvantno fiziko in teorijo gravitacije, teoriji, ki se zdita povsem neuskladljivi, pa vendar vsaka zase odlično opišeta vse opazljive pojave. Pravijo, da je 21. stoletje povezano stoletje biologije in znanosti o življenju. Tu stojimo pred izjemnimi izzivi, predvsem povezavi z genetiko in neurologijo, ki lahko samo v teku ene ali dveh generacij povsem spremenita ustroj človeške vrste.
Nekako me preveva občutek, da živimo v času, ki bi ga po istoimenskem romanu Arthurja C. Clarka lahko poimenovali konec otroštva. Naloga vaše generacije pa bo, da nas varno pripeljete v dobo odraslosti. Še enkrat iskrene čestitke in še veliko prihodnjih uspehov. Najlepša hvala, profesor Prosen. Dobro je vedeti, da se z ustvarjalno energijo da rešiti marsikaj. Preden preidemo k slavnostni podelitvi svečanih listin za najboljše študijske dosežke študentov naše univerze, se za nekaj trenutkov posvetimo glasbi. Ansambel Brass Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani nam bo zaigral skladbo Železni komad skladatelja Roka Goloba. Prosim. Najlepša hvala ansamblu Brass Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Čas je, da se posvetimo podelitvi svečanih listin. Podelil jih bo rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svedlik. Kot že rečeno, podelili jih bomo 13. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Domen Križaj z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Baritonist Domen Križaj študira solo petje na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani pri profesorju Matjažu Robausu. Je prejemnik priznanj z domačih in tujih tekmovanj ter Prešernove nagrade Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Kot solist se je predstavil na salzburških slavnostnih igrah, kjer je nastopal v operah Don Carlo ter Jeanne d'Arc.
Leta 2014 je pel glavno vlogo v izvirnem slovenskem mjuziklu Cvetje v jeseni. Sodeloval je z domačimi in tujimi orkestri ter z mednarodno uveljavljenimi dirigenti. Rektor, prosim. Spoštovani Domen Križaj, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Čestitke, za drugi. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Maja Arslanagić-Kalađić z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Maja Arslanagić-Kalađić je zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Sarajevu in je med prvimi v generaciji uspešno zagovarjala dizertacijo o dijadnih vidikih trženjske odgovornosti in zaznane vrednosti pod mentorstvom profesorice doktorice Vesne Žabkar. Njena bibliografija obsega že več kot 30 znanstvenih del, tudi v Industrial Marketing Management in Journal of Business Ethics. Rektor, prosim. Spoštovana Maja Arslanagić-Kalađić, v čast mi je izročiti vam svečano listino Univerze v Ljubljani. Čestitke. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Oto Grdina z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Oto Grdina je končal študij analitske sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s povprečno oceno 9,8. Med študijem je sodeloval pri mnogih projektih, bil aktiven v društvu Socioklub, napisal recenzijo dela in je avtor več člankov in prispevkov. Na programu Sociologija vsakdanjega življenja nadaljuje drugostopenjski študij. Rektor, prosim. Spoštovani Oto Grdina, čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Čestitke. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Marko Hočevar z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Marko Hočevar je pred iztekom roka končal podiplomski magistrski študij politologije, politične teorije in magistriral z oceno 10. Tekom študija je bil širše dejaven, sodeloval je pri 2 projektih, objavil članke in komentarje v Tribuni ter recenzijo knjige objavljene v družboslovnih razpravah. Rektor, prosim. Spoštovani Marko Hočevar, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Čestitke. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Aljaž Blatnik z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Aljaž Blatnik je univerzitetni študij elektrotehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zaključil s povprečno oceno 9,5. Študij je nadaljeval na magistrskem študiju elektrotehnika smer telekomunikacije, kjer je vse izpite opravil z oceno 10. Sodeluje pri pripravi in izvedbi obštudijskih delavnic, za katere je pripravil učna gradiva in razvojna orodja. Interes študentov za delavnice je izjemen in vedno presega zmožnosti izvedbe. Rektor, prosim. Spoštovani Aljaž Blatnik, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Čestitke. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Timotej Gruden z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Timotej Gruden je vse izpite univerzitetnega študija elektrotehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani opravil z oceno 10. Dejaven je v okviru Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike, poučuje tečaje Cisco omrežne akademije. Med študijem je obiskoval pouk orgel na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Je organist in zborovodja, ljubiteljsko se ukvarja z izdelovanjem orgel, igra tudi klavir, kitaro in flavto. Prejel je srebrno Maroltovo značko in je prostovoljni gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu Račna. Rektor, prosim. Spoštovani Timotej Gruden, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Veno Mramor z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Veno Mramor je prvostopenjski program matematika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani zaključil leta 2015 z odličnim delom diplomskega seminarja Paradoks Banastarskega in povprečno oceno vseh izpitov 10. Njegovi odliki sta izjemna hitrost dojemanja in široka razgledanost. Ker Vena Mramorja danes ni z nami, bo v njegovem imenu listino prevzela njegova mama Vesna Mramor. Rektor, prosim. Torej v njegovi odsotnosti in z velikim veseljem tudi vam izročam listino, svečano listino za študente in čestitam. Smo na sredini podelitve, takoj po glasbenem predahu bomo nadaljevali. Ob spremljavi kitar študentov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Gregorja Povšeta in Marka Smiljaniča, bomo slišali skladbo Clair de Lune, skladatelja Clauda Debussyja.
Najlepša hvala Gregorju Povšetu in Marku Smiljaniču. Nadaljujemo s podelitvijo svečanih listin za najboljše dosežke študentov Univerze v Ljubljani. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Lenart Zadnik z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Lenart Zadnik, doktorski študent na smeri fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je septembra 2015 zaključil bolonjski magistrski študij fizike s povprečno oceno 9,9. Za magistrsko nalogo, po kateri je bil povzet znanstveni članek objavljen v reviji Nuclear Physics B, je leta 2015 tudi prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. V zadnjem letu je v soavtorstvu objavil daljši pregledni članek o kvazi-lokalnih ohranitvenih zakonih v reviji Journal of Statistical Mechanics. Rektor, prosim. Spoštovani Lenart Zadnik, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme tudi Manca Bizjak z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Manca Bizjak je na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani z visokim uspehom zaključila prvo in drugo stopnjo študija. Ob tem je aktivno raziskovalno sodelovala v laboratoriju za računalniško grafiko in multimedijo ter kot prvo podpisana avtorica objavila članek v Journal of Computational Biology. Prosim. Spoštovana Manca Bizjak, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Aleksander Dimitrijev z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Aleksander Dimitrijev je na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani uspešno zaključil prvo stopnjo študija, rezultati v diplomskem delu pa so primerljivi z najboljšimi metodami segmentacije slik s pomočjo nenadzorovanega učenja. Vzporedno s študijom je sodeloval pri več raziskavah na fakulteti in z izjemnimi rezultati zaključuje magistrski študij. Rektor, prosim. Spoštovani Aleksandar Dimitrijev, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Čestitke. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme Maja Ivačič z Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. Maja Ivačič, magistrska študentka socialnega dela na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, je za diplomsko delo prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Poleg odličnih ocen sodelovanja na znanstvenih konferencah, objavljanja strokovnih besedil ter študija v tujini, v izobraževalni proces pomembno prispeva svoje izkušnje solidarnosti z begunkami in begunci ter koncepte emancipacije in samoorganiziranja. Rektor, prosim. Spoštovana Maja Ivačič, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Čestitke. Svečano listino za najboljši študijski dosežek prejme tudi Matic Bošnjak z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Matic Bošnjak je študent 6. letnika Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. S predanostjo, motivacijo in zanimanjem je povprečno oceno študija prignal do 9,8. Je prejemnik Plečnikove nagrade in vodja študentskih demonstratorjev na Inštitutu za patologijo. Prosti čas posveča amaterskemu cestnemu kolesarstvu in pravi, uspeh je matematično integral po celotnem znanju. Rektor, prosim. Spoštovani Matic Bošnjak, v čast mi je izročiti vam svečano listino za študente. Čestitke. Svečano listino za najboljši študijski dosežek pa prejme še Metka Čepar z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Metka Čepar je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani redno napredovala v višje letnike in diplomirala s povprečno oceno 9,6. Prejela je Prešernovo priznanje za raziskovalno nalogo. Izsledki so že bili predstavljeni na mednarodnih kongresih.
Proste dni izkoristi za ozaveščanje javnosti o preventivnih dejavnostih in potovanja. Ker je danes ni z nami, ji listino podeljujemo v njeni odsotnosti. Vseeno en aplavz, prosim. Tako, spoštovani gostje, spoštovani prejemniki, prejemnice listin, smo pri koncu današnjega dogodka. Lepa hvala, da ste se ga udeležili. Zdaj vas prijazno vabim v sosednji prostor na druženje, kjer lahko strnemo današnje vtise. Želim vam lep dan, še naprej in uspešno. Hvala lepa.